Pozdravljeni! Danes se lotamo nečesa, kar je vsem tako blizu, pa vendar polno skrivnosti. Podali se bomo na potovanje po tekočini, ki nas ohranja pri življenju. Pripravite se, gremo raziskovati neverjeten svet, ki se skriva v naših žilah, svet krvi. Vprašanje se morda zdi preprosto, a odgovor je v resnici presenetljivo zapleten. To ni kar neka rdeča tekočina, to je živ, dihajoč ekosistem, ki deluje znotraj nas. Predstavljajte si, kar 5 do 6 litrov te življenjsko pomembne tekočine nenehno kroži po telesu povprečne odrasle osebe. To je kot majhna reka, ki nas vse čas ohranja v pogonu. No pa začnimo pri osnovah. Da bi razumeli, kako vse skupaj deluje, moramo najprej vedeti, kaj kri sploh je. Ključna beseda tukaj je tkivo. Ja, mogoče se sliši malo čudno, ampak kri je dejansko specializirano vezivno tkivo, tako kot recimo kosti ali hrustanec. Ravno njena tekoča narava pa jo omogoča, da doseže prav vsak še tako oddaljen kotiček našega telesa. Poglejmo si zdaj to našo reko življenja malo podrobneje, skoraj pod mikroskopom, iz česa je v resnici sestavljena, pa jo razčlenimo na njene ključne dele. V osnovi je kri nekakšen koktajl dveh glavnih sestavin. Večino, približno 56%, predstavlja tekoča plazma. In zanimivost, ta je v resnici rumenkasta. Preostalih 44% pa so različne krvne celice, ki ji dajo tisto značilno rdečo barvo. Plazma je torej naša notranja transportna avtocesta. Večinoma je seveda voda, ampak v njej plava čisto vse, od ključnih beljakovin, ki skrbijo za ravnovesje, do hormonov, ki so kot poštarji in prenašajo sporočila po telesu. In kdo so delavci na tej avtocesti? No, imamo 3 glavne ekipe. Rdeče krvničke so naša dostavna služba, ki neutrudno prevaža kisik. Bele krvničke so naša vojska, naša varnostna služba, ki se bori proti vsiljivcem. Krvne ploščice pa so servisna ekipa za hitra popravila, ki takoj zakrpajo vsako poškodbo. In učinkovitost te dostavne službe je naravnost osupljiva. Hemoglobin, to je beljakovina v rdečih krvničkah, vsak dan po telesu prenese neverjetnih 600 litrov kisika. Številka, ki resnično pokaže, kako ključna je njihova vloga. Dobro, zdaj poznamo sestavne dele. Poglejmo si, kaj vse ta neverjetna tekočina dejansko počne. Kri ima 3 glavne naloge, ki so absolutno ključne za naše preživetje. Torej, transport, regulacija in zaščita. Te 3 funkcije so kot popolnoma uglašen orkester, ki deluje brez prestanka, 24 ur na dan. Pa si poglejmo vsako od njih malo bolj od blizu. Transportna funkcija. To si lahko predstavljamo kot najbolj zapleteno in učinkovito logistično podjetje na svetu. Neprestano pobira ključne pošiljke, kot sta kisik iz pljuč in hranila iz črevesja, jih dostavlja do prav vsake celice in na poti nazaj pobira smeti, ki jih odpelje na reciklažo ali pač odstranitev. Kri je tudi naš notranji termostat in regulator ravnovesja. S prenašanjem toplote pomaga ohranjati stalno telesno temperaturo. Poleg tega pa posebne snovi v krvi skrbijo, da je kislost vedno v pravem ravnovesju, kar je ključno za delovanje celic. Temu strokovno rečemo ohranjanje homeostaze. In končno, zaščitna funkcija. Ta ima 2 zelo specializirane enote. Bele krvničke so naša imunska vojska, ki nenehno patrulira in uničuje vsiljivce, recimo bakterije in viruse. Krvne ploščice pa so naša ekipa za nujne primere. Ko pride do poškodbe, takoj prihitijo na kraj in zamašijo luknjo, da preprečijo krvavitev. Vse to temeljno znanje o krvi pa je seveda popolnoma spremenilo svet medicine. Razumevanje te tekočine nam je odprlo vrata do res neverjetnih terapevtskih možnosti. Krvne banke so kot knjižnice življenja, kjer so shranjeni darovi, ki rešujejo življenja. Poznavanje krvnih skupin in RH faktorja je absolutno ključno, saj lahko napačna transfuzija sproži usodno reakcijo imunskega sistema. Danes pa se ne uporablja le polna kri, ampak tudi njene posamezne komponente, kot je plazma za bolnike z motnjami strevanja ali trombociti za tiste, ki krvavajo. Zanimivo je, da pri veliki izgubi krvi ni vedno prva rešitev transfuzija. Včasih je bistveno bolj pomembno, da se hitro nadomesti izgubljeni volumen tekočine. In to se naredi z ekspanderji plazme. To so posebne raztopine, ki napolnijo žile, stabilizirajo krvni tlak in preprečijo kolaps. To zdravnikom kupi dragocen čas. Zgodovina pa nam ponuja osupljiv primer, kako zelo se je naše razumevanje spremenilo. Recimo puščanje krvi. To je bila stoletja standardno zdravilo za praktično vse, od kuge do aken. Danes se nam zdi to barbarsko, takrat pa je bilo to vrhunec medicine.
Celo veliki komediograf Molière se je v 17. stoletju posmehoval zdravnikom, ki so bili obsedeni s puščanjem krvi. To popolnoma ponazarja pot, ki jo je prepotovala medicina. Kar je bilo nekoč splošno zdravilo, ki je temeljilo na napačnih predpostavkah, je danes izjemno specifično orodje. Puščanje krvi se danes uporablja le še pri redkih boleznih, kot je hemokromatoza, kjer se v telesu kopiči preveč železa. To je res neverjeten preskok v znanju. Kot smo videli, kri ni samo tekočina. Je naš notranji arhiv, ključ do sedanjega zdravja in morda zemljevid do prihodnosti medicine. In ko znanost napreduje, se moramo vprašati, katere skrivnosti bomo še odkrili v tej neverjetni reki življenja, ki teče v nas.